za otroke, ki je bilo prevedeno v romščino. Knjigo sem prevajal z veseljem in moram poudariti, da sem zaradi tega zelo ponosen. Knjiga bo vsekakor pripomogla k temu, da se bodo romski otroci lahko z verskimi vsebinami srečevali v svojem jeziku in da bo knjiga postala nekakšen most med Romi in cerkvijo. Knjiga je sestavljena iz zanimivih zgodb, ki so prilagojene otroškemu razmišljanju in besede tečejo tekoče. Besedila so oblikovana, prepovedno in so enostavna za odraslega bralca, otroku pa omogočajo razmišljanje in podajajo vprašanja. Vsebine v knjigi so zanimive in poučne in kar je najbolj pomembno, da niso dolgočasne. Lepe in zanimive so tudi ilustracije, ki so izdelane na podlagi posameznih zgodb. Knjiga je istočasno išla kot samostojni projekt tudi v slovenskem jeziku. Bog je naš romski develj. Bog je vedno z nami in med nami. Božje kraljestvo je omenjeno tudi v naših romskih pesmih, pravicah, knjigah. Povsod ga hvalimo, kličemo na pomoč, v dobrem in v slabem, v sreči, nesreči, ljubezni, bolezni. In tudi mi Romi pravimo, devel sajniki, devel sađani, grivo penatronike. Bog veseli, v sebe greh se nevali ne sme. Menim, da je za izdajo omenjene knjige bil storjen velik korak na področju odnosov med romsko skupnostjo in cerkvijo, ki je romskemu človeku ponudila verske vsebine zapisane v njegovem jeziku. Hvala kočevskemu župniku Antonu Nedrovcu, odgovornemu uredniku Tonjetu Rodeto in podjetja Družina, ki so poskrbeli, da je knjiga išla. Knjiga je lepa in zanimiva za branje. Vsekakor pa je bogat prispevek na področju romske kulture, na področju pisanja romske besede, ki je bila nekoč le nekakšna skrivnostna govorica, ki smo ji rekli ciganščina. Hvala vam. Hvala vam.